Na decembrskem plenarnem zasedanju smo sprejeli enotni evropski patent, ki je dobra rešitev, ki bo pripomogla k reševanju krize in izboljšanju konkurenčnosti. Evropsko gospodarstvo je inovativno. Iz krize ne bomo izšli z nižanjem cen delovne sile, temveč z višjo dodano vrednostjo. To pa pomeni z vlaganjem v več znanja, z višjo inovativnostjo, zato moramo to tudi ustrezno zaščititi. Sedaj bodo lahko podjetja, raziskovalne skupine ali posamezniki z enim samim korakom pridobili patentno zaščito za svoj izum v 25 državah članicah naenkrat. Do sedaj so namreč morali za enako zaščito izpeljati 25 nacionalnih postopkov, skupni stroški so se dvignili celo do 32 tisoč evrov. Nova patentna ureditev bo te stroške zmanjšala za 80%, skupni strošek bi torej ne smel preseči 7 tisoč evrov. Tudi za slovenska podjetja in inovativne ustanove prinaša nova ureditev do 5-krat cenejše patentiranje kot obstoječa ureditev. Dogovarjanje o skupnem patentu je bilo dolgo, predolgo. A vedno, ko sprejemamo skupne politike, mora priti do kompromisa. Odločitve, ki jo podpre večina v Evropskem parlamentu in v tem primeru tudi vse države članice. To pa je velikokrat težavno, saj imajo države različne probleme, stališča in poglede na potreben zakonodajni okvir. Nažalost se Španija in Italija v primeru uvedbe skupnega patenta varstva nista mogli odpovedati svojima stališčema, v katerih sta zahtevali uvedbo italijanskega in španskega jezika kot uradnega jezika skupnega patenta. Uradni jeziki so namreč le angleški, nemški in francoski. Lahko pa za slovenske inovatorje povem, da bodo svoje patente sicer morali res prevesti v enega od teh jezikov, vendar bodo dobili stroške povrnjene. Za izhod iz krize pa ni dovolj le skupen evropski patent. K hitrejšemu reševanju krize in izboljševanju konkurenčnosti bodo doprinesle tudi dobro premišljene naložbe. V času, ko zategujemo pasove in nižamo proračune, je še posebej pomembno, da se naše investicije povrnejo. Področja, ki imajo takšen potencial, so zagotovo raziskave in razvoj kot temelj inovacij. Zato je pomembno, da jih spodbujamo. Slednje bo Evropska unija v naslednjih 7 letih delala v okviru programa Obzorje 2020.